Gospa Colnar Mikeln, danes je tema fasada. In me zanima, zdaj seveda najprej opazimo barvo in splošno stanje fasade, ampak kaj je tisto, po vašem mnenju, kar odlikuje dobro fasado? Danes so zgradbe večinoma zaščitene s toplotno-izolacijskim sistemom. To pomeni, da so na fasado nalepljene izolacijske plošče ali iz stiropora ali pa iz mineralne volne, potem pa so obdelane z zaključnim ometom v izbranem odtenku, tudi izbrani kvaliteti seveda. Starejše fasade običajno še nimajo toplotno-izolacijskega ovoja, so pa pobarvane, tako da je vloga zaključnega premaza pravzaprav odtenek. Ampak ta zaključni sloj, to je prva obrambna linija, najbolj zunanji sloj. In kaj mora vse zdržati, kaj vsega čaka? Barvni odtenek je seveda zelo pomemben, kajti vsaka zgradba je umeščena v neko okolje in s svojim izgledom in tudi barvo seveda vpliva nanj. Ni pa to edina, niti ne glavna funkcija. Kajti fasadne površine so izpostavljene številnim škodljivim vremenskim in UV vplivom, prav tako tudi vlagi. In prav vlaga je tista, ki je največji sovražnik fasadnih površin. Vlažne površine so idealno mesto ali pa gojišče, lahko rečemo, za mikroorganizme. Na njih se odlaga tudi umazanija. Iz izkušenj se človek hitro nauči, da skoraj vsaka barva na soncu pod vplivom UV žarkov obledi, ali če se bolj strokovno izrazim, abšlesa. Ali je torej izbira odtenka tudi pomembna, da bo skozi leta bolj obstojna? Vsekakor. Če govorimo o fasadnih površinah, ki so izpostavljene zelo močnemu, mislim, da vedno močnejšemu UV sevanju, je potrebno izbrati obstojne pigmente. To so anorganski pigmenti in ti so in UV in vremensko obstojni. Bledenje fasad opazimo ponavadno na takih površinah, za katere lahko rečemo, da so posledica uporabe sicer veliko lepših, prijetnejših barvnih odtenkov, ampak take dajo samo organski pigmenti, ki pa so bistveno manj vremensko in UV obstojni. Pripravili smo zbirko 450 nijans in prav vse so narejene na anorganskih pigmentih, da s tem zagotavljamo maksimalno obstojnost tako proti UV sevanju kot tudi vremenskim poškodbam. Kaj pa temni odtenki? Naprimer, v zadnjem času mislim, da je en poseben trend sive barve, ampak temnejši kot je odtenek, verjetno več pregrevanja bo povzročil, kar pa spet ni dobro. Material se razteza na soncu, zvečer se krči. Odlično sklepate. Resnično se bodo sivo pobarvane površine bolj segrevale, zato bo zaradi vseh teh omenjenih skrčkov in raztezkov zaradi temperaturnih sprememb življenjska doba takega temnega premaza krajša. Prej bo prišlo do pokanja in prej bomo morali obnavljati. A se moramo zaradi tega izogibati na splošno temnejšim odtenkom? Ni potrebno. Obstajajo namreč pigmenti, reče se jim IR reflektivni pigmenti, katerih značilnost je, da odbijajo velik del toplotnega spektra sončnega sevanja. To pomeni infrardeči del spektra, ki je odgovoren za segrevanje. Kar pomeni, da lahko naredimo tudi temno nijanso sivo, temno sivo, celo zelo črno, s pomočjo teh pigmentov in premaz v takem odtenku se bo približno podobno segreval kot svetlejši, pastelni barvni odtenki in bo zato tudi manj poškodb in bo življenjska doba tako obarvanega temnega premaza podobna svetlo obarvanemu premazu. In dejansko, če bi z roko prijel tako fasado, bi zaradi tega boljšega reflektiranja na otip bila ta fasada manj topla? V bistvu delno, ker to ni samo stvar optipa, ampak je predvsem stvar sprejemanja energije. To je s termometrom včasih težko dokazati. Se pa dejansko vidi s časom, kako pač premazni film propada. Govorili smo o sivih odtenkih, ki smo jih pripravili z IR reflektivnimi pigmenti. Prav na tej naši najbolj kvalitetni fasadni barvi lahko bi rekli, da gre za zelo hitro sušečo fasadno barvo. Njeno ime je Spectra Top Dry. In glavna lastnost je ravno zelo minimalno navzemanje vode, ki pride na površino z dežjem, z vlago, z meglo, z roso in tako naprej. Istočasno namreč ta posebna struktura filma odbije te kapljice vode in jih zbere v zelo majčkane, tako da se zelo hitro posušijo in sploh nimajo časa, da bi se vpile v podlago. Tudi sama podlaga tega filma je taka, da preprečuje vpijanje vode.
Na ta način je ta fasada zelo dolgo suha in s tem, ko je suha, je zelo malo pogojev, da zrastejo mikroorganizmi in še manj pogojev, da se gor nabira umazanija. Poleg tega jo odlikuje zelo visoka UV in vremenska stabilnost, kar pomeni, da bodo barvni odtenki, tudi sivi, zelo dolgo obstojni in ne bo prihajalo do bledenja fasade.